Tukaj smo prespali, ful imajo zrihtan take place na Finskem. Tlele je WC, tale mala hišica. Pol v tejle hišici je miza noter, če dežuje. Pol je pa tlele še slačilnica, ločena za moške in za ženske, da se lahko preoblečeš, če greš na plažo. Tole je pa plažica, pa en pomolček majhen. Tako da imajo kar zrihtan. Ampak mi smo zelo dolgo stali, zato ker imamo danes namen iti okrog enega jezera, tako da se že peljemo do tja. Mislim, že ura je 11:30, kar je za nas kar zgodaj. Ampak ja, no, naj bi bilo lepo, da tja imamo slabo uro, tako da bomo tam pol pojedli kosilo in šli hoditi. Upajmo, da najdemo in da bo lepo. No, tole je tank za najin grilc, dizel heater. Da ga vsake toliko moramo nafilati. Zgleda pa takole. Se že peljemo naprej, ampak še glede včeraj se nismo nič posnela. Tisti sprehod okrog jezera je bil res lep, ful so urejene te lesene poti povsod, ful dober. Ljudi ni bilo veliko, oziroma nekaj jih je bilo, to pomeni v, ne vem, 6 kilometrih je bilo 10, ko so nabirali ene sadeže po tleh, tako en mah izgledali, ampak te sadeži so pa izgledali kot en šipek ali nekaj. Ne vem, čisto zakaj se to uporablja. Kakšne marmelade. Zadnjič je bilo pa grenko, pa kislo. Ja, pa kislo. Ni bilo dobro. Drugače grejo pa danes, zdaj se peljava proti mestu Turku. Ker veliko mesto, drugače bi bomo verjetno šli za malo po centru. Tržnico bi rada šla pogledat, ker lepa zgleda. Pa bomo verjetno šli v savno, tako da upava, da bo odprta, da pravo finsko savno izkusila. Končno. Iščevajo že celo finsko drugače. Sem mislila, da bo to tle savna na vsakem koraku, pa imajo pač oni vse savne doma, vsak ima svojo savno. Koliko ima že? 5 milijonov prebivalcev je na Finskem, savn je pa med 2 pa 3 milijone, tako da ena savna na 2 Finca. Ja, tako da ja, teh javnih saven sploh ni toliko, oziroma če so bolj namenjene za kakšne službene skupine, ker so očitno oni pač malo sestank, pa grejo pa vsi skupaj v savno. Tako da ja, je bila malo umetnosti jo najti, tako da upava, da bo odprta. Tole je pa trajekt, ki voz pešce čez reko in je zastonj in voz non-stop, vse dni v letu, razen kadar reka zamrzne, takrat pa ledeni most čez naredijo.
najino kosilo sva si vzela na tržnici azijsko. Mesto Turku nam je bilo kar všeč, predvsem model ob reki pa tržnica je bila zelo lepa, ki so se zdaj tako sinovi kupila. So pa drugače zdaj glih iz savne in jaz bi najraje glih sam zaspala, tako da... Jaz tudi. Ja, se mora še malo voziti danes. Ne vem, ja, to je zelo, zelo sproščujoče, je pa pri njih savna kar drugačen pojem kot pri nas. Pri nas je to tako majhna savna, pa tam se res zelo sproščaš, pa tako. Pri njih pa pač je to ogromna savna. Pač bilo je, mislim, na 40 ljudi noter, pa še ni bila čisto polna. In to je pač pri njih nekaj tako čisto običajnega. Vmes se malo pogovarjajo. Ja, to je čist šunderno v savni, to pač sedijo, se pogovarjajo, to je čist družaben dogodek, da grejo v savno. Pri nas tudi potem počivaš zunaj, pa se sproščaš, oni pač greš ven, ja, in greš se skopat v morje, tako da smo se tudi v Baltiku kopala, ki ima trenutno 11 stopinj. Ampak ja, oni grejo noter, pa pol ven, pa nazaj not, pa tako zelo se ponavljajo in grejo 100-krat not, za razliko od nas. Da ja, no, zanimivo. Pa poceni je bila ful 5 evrov na osebo samo. Ja. Res za njih nekaj čist vsakdanjega. Ja. Ja, tako da ja, sva preizkusila savno in sva zdaj totalno sproščena, pa še v Baltiku sva se kopala, tako da 2 mugi na en mah. Evo mi, da se furava naprej. Danes gremo proti Helsinkom. Najprej se bomo na poti ustavili, da vzamemo hrano za šnov. Da sva za 4 mesece, ker v pribaltskih državah ta Zohit ne dostavlja in da bo vse prek Zohita naročala. To prek spleta in po celi Evropi drugače večinoma dostavljajo. Tako da pol bomo imeli za nekaj časa mir. Pol gremo pa še naprej proti Helsinkom, ker imamo še en DHL paket od doma za prevzeti. Pol se bomo pa nekaj blizu Helsinkov verjetno parkirali, da bomo inter lahko šli raziskat mesto. Ja, danes imamo drugače za prevoziti 150 km, kar je več kakor ponavad. Zakaj pa moramo biti danes večer v Helsinkih in se tega že ful veselimo, pa izdava v naslednjem vlogu, naj vas še malo matra. Šnov hrano sva že prevzela, zdaj sva pa še DHL prevzela, tako da moramo odpreti. Šnov mogoče kaj zate not. Salame, pa cedevita, pa tatarska omaka. To smo najbolj pogrešali od doma. To je to, se vidimo v naslednjem vlogu, ko boste zvedeli, zakaj sva danes toliko hitela. Ja.